Evo, pazi to, čas je za še malo pametovanja o avtih. Tisti, ko me ne marajo, bo rekli, da pametujem. Tisti, ko pa spremljate ta kanal, pa podpirate to, kaj delamo, pa upam, da se kaj naučite, mogoče dobite kako idejo za svoje avte, pa predvsem, da uživate v teh videih. Na liftu je Lexus, ki rabi novi nosilec zadnjega odbijača, pa tudi malo barve. Ampak Lexus nima samo te estetske težave, on ima tudi nekoliko preveč body rolla in to predvsem na zadnjem delu avta. In body roll je v bistvu rezultat centrifugalne sile v ovinku, ko se avto nagiba na zunanjo stran ovinka. Avto se nagiba na zunanjo stran ovinka, zato ker je težišče avtomobila višje kot pa stična točka za tlemi. To pomeni, da težišče vedno tišči avto ven, medtem ko kontrasila na gumah tiši avto v ovinek oziroma ga drži na željeni liniji, upam, da željeni, ne? In avti kontrolirajo body roll na 3-4 različne načine. Prvi način je z vzmetmi in amortizerji. Vzmeti so tiste, ki dajo avtu stabilnost levo-desno, niso pa edina stvar. Saj vzmeti dajo predvsem statično stabilnost, bolj ko jo obremeniš, bolj se stisne in to je to, kar vzmet dela. Amortizer tudi daje stabilnost avtu, hitreje, ko ga stisneš, trši je, večjo silo naredi in na ta način tudi pomaga pri kontroliranju body rolla. Ampak, ko prideš na preveliko trdoto amortizerja, začneš zgubljati oprijem, ker amortizer tako fejst omejuje hod vzmetenja, da guma ne more več pobirati nepravilnosti na cesti. Tako da tu si pač omejen z trdoto amortizerja, pa primeš za mast homokinetičnega, pa s trdoto vzmeti, zato ker hočeš, da vzmetenje vseeno deluje, da pobira te nepravilnosti, ki so pač neizogibne na cesti. Zdaj se moram pa obrisati roko. Naslednji način, kako avti kontrolirajo body roll, je z geometrijo podvozja. Vsako vzmetenje ima tako imenovani roll center, to je navidezna točka nekje nad tlemi, upam, da nad tlemi, če je vzmetenje pravilno dizajnirano, in okoli te točke se cel avto nagiba. To je virtualna točka, do nje pa pridemo v bistvu z razno geometrijo, z raznimi koti rok na vzmetenju in točkami pač, kje so vpete roke. Dober primer na drift avtih je sprednji roll center, sploh tukaj na Lexusu sem ga dvignil občutno, to je z samim low kitom, z dodatnim distančnikom, ki še dvigne roll center in skrajšanim pestom tukaj zgoraj, da je geometrija bolj podobna serijski oziroma da je roll center višje od tal, ne glede na to, da je ta avto znižan več kot 10 cm napram serijskemu. Roll center se lahko najenostavneje spreminja za širino avtomobila, ampak ker zaenkrat ostajamo na Lexusu, na original bokih, ki so samo povaljeni, da guma pride do roba, nam to ne pomaga kaj dosti. Za razliko od 36-ke, ki je spredaj in zadaj razširjena občutno, bolj natančno zadaj za 4 cm po strani, spredaj pa za 7 cm po strani. Tudi Lexus je spredaj razširjen, namreč za razdaljo med temi vijaki. Zadaj pa ima Lexus original širino. In na ta način ta avto, ki ima v osnovi okoli 1700 kg, brez 4 potnikov, naložen tehta, ne vem, 2 toni recimo, ne? In rabi malo pomoči pri kontroli tega body rolla. Ok, roll center ima tudi svojo omejitev, ne moreš ga dvigniti preveč, ne moreš ga, v bistvu, če ga dvigneš višje, kot pa je težišče avta, to pomeni, da avto v ovinkih spet ne bo, to pomeni, da se avto v ovinkih ne bo dobro vozil, ker previsok roll center dobesedno prepreči vzmetenju, da opravlja svojo nalogo. In to bi pomenilo, da bi bila rezultanta sil, ki bi potovala skozi roke, bi šla dobesedno od kontaktne točke gume direkt na težišče avta. Tako da si lahko mislite, da v ovinku, ko bi pač avto šel v ovinek, sploh ne bi pobiral lukenj, ampak bi dobesedno nabijal vso silo skozi te uboge rokice, ne. Zadaj je avto tudi znižan približno 10 cm napram originalu. Jaz bi mogel ta roll center tudi zadaj popraviti na nek način v idealnem svetu. Ampak ker smo omejeni s časom, energijo in sredstvi, no, čas in energija sta sredstvo, ne, ampak ajde. Ne želim delati
tako kompleksnega pesta z novejšo geometrijo, z predelano geometrijo, ki bi pač roll center premaknila više. In na srečo je avtomobilistična industrija že našla rešitev, kako na tretji ali pa četrti način kontrolirati body roll. In to so stabilizatorji. Tako imani sway bar, balans štange, stabilizatorji, kakorkoli hočete klicati, so v bistvu enostavne štange, ki se torzijsko zvijajo. Tako, ne? To pomeni, da se ta del zvija torzijsko, ko se avto nagne z ene strani na drugo. Ker recimo, če gre avto v levi ovinek, to pomeni, da ta štanga tiši dol, ker jo vzmetenje vleče dol. Ta štanga pa tudi tiši dol in pomaga temu vzmetenju, ki ga teža, ki je šla na zunanjo stran, tako imenovani weight transfer, poskuša stisniti dol. In na ta način stabilizator poveča količino prenešene teže, saj težo, ki se je razbremenila iz statične višine na levi, preko svoje pač štange, prenaša na desno stran. Stabilizatorji, ta specifično iz moje 36-ke spredaj, so zelo popularno orodje za tunati avto, saj z njim enostavno naštelaš avto, da ima tak handling, kot ga v dani situaciji želiš. Nekateri dirkalniki imajo celo nastavljive stabilizatorje, ki jih voznik lahko štela med vožnjo. Zdaj, mi nimamo tako visokega budžeta, pa mislim, da zaradi kratkih voženj v driftu tudi ni potrebe po tem. In pač uporabljamo različne kombinacije serijskih ali pa predelanih stabilizatorjev, ki vsi nekako izvirajo iz serijskih stabilizatorjev. Ne. Za vse tiste, ki še vedno tem palčkam pravite stabilizatorji, dajte se popraviti, to je enostavno drop link stabilizatorja, ki samo stabilizator štango povezuje z komponento vzmetenja, na katero je stabilizator vezan. Zdaj recimo na 36 in 46 se sprednji stabilizator veže na amortizer, na vzmetno nogo. Na Lexusu se pa veže tukaj na roko in ima tudi drugačen efekt, ne, ker je motion ratio čisto drugi. Motion ratio je pa enostavno razmerje prijemališč med kolesom in prijemališčem stabilizator. Avtomobilistično vzmetenje je ena zelo komplicirana stvar, kjer vsaka sprememba vpliva na vse druge stvari na vzmetenju. In zato moraš biti tudi pri stabilizatorjih dosti previden, kako jih uporabljaš. Če je recimo avto nastavljen tako, da je točka stika s cesto že idealna, bo trši stabilizator dal načeloma manj oprijema na tisti osi. To pomeni, da ko bomo na Lexusu zdaj zamenjali ta tanek serijski špaget z dosti debelejšim stabilizatorjem, bi mogel avto zadaj biti dosti bolj flat, se dosti manj nagibati, ampak bi mogel zgubiti tudi nekaj oprijema. Nekaj oprijema bi mogel zgubiti zaradi tega, ker stabilizator dodatno poveča prenos teže iz notranjega kolesa na zunanje kolo in tako še bolj preobremeni zunanje kolo. Za vse, ki so vam ti deli na mizi znani, boste prepoznali, da je to sprednji stabilizator od E36 4-cilindraša. Za to štango sem se odločil enostavno zaradi tega, ker je naslednja najtanjša štanga, ki jo imam v garaži od serijskega Lexus stabilizatorja, pa tudi zato, ker sprednji nosilci za E36 stabilizator pašejo skoraj direkt na luknje na Lexusu in to je na te nosilce tukaj. Luknje sem mogel samo malo podremljati in zdaj pašejo brez težav. Zraven so tudi te ogromne gumi puše, ki pa sicer ne sedejo perfektno v to vdolbino tukaj. Sedejo tako, ne? In če se bo na kakem onboard posnetku, ko bom dal tu nekam blizu GoPro izkazalo, da bo to pušo fleksalo v to luknjo, bom tu čez enostavno dodal eno jekleno ali pa aluminijasto ploščico, da omeji hod te puše. Zdaj enkrat bom uporabil kar serijske gumi puše, kasneje imam pa namen nadgraditi na poliuretanske puše, ki dosti boljše kontrolirajo pozicijo stabilizatorja. Zato so mi te Lexus puše bolj všeč, ker imajo enostavno manj gume, manj mesa. In ta stabilizator bi se mogel zvijati torzijsko, ne pa da plava po puši. In to je v bistvu 36 stabilizator, ki ima odrezane konce, pa navarjene ploščice iz 6 mm jekla.
Tako da se bo zdaj ti drop linki, ki bojo ostali serijski, prišraufali iz notranje strani na ven. In zaenkrat kaže, da bo šlo vse mimo, kar se tiče gevind pa tega, zato ker pride ta stabilizator nekako tukaj vmes in nima kaj za zadet. Tako da to je naslednja predelava na Lexusu, za katero upam, da se bo dobro obnesla. Lexus je pa tudi tak avto, kjer ne rabim nujno več oprijema zadaj, ker to je avto za drift taksi vožnje in ne za tekmovanja. In ko je avto naložen na polno, itak nima moči, da bi on zdaj vrtel tudi 285 gumo. In je tudi ne rabimo uničevati opreme, da damo našim potnikom vseeno odlično izkušnjo. V bistvu bo izkušnja mogoče zaradi tega stabilizatorja še boljša, zato ker bo avto dovolj trd, da bom lahko delal feinte na powerju, to pomeni feinte brez pomoči ročne. In to je definitivno najbolj exciting način, kako narediti initiation. By the way, na tem avtu je roll center tudi nekoliko popravljen z pušami. In to je enostavno tako, da je most dvignjen više v avtu. Most je tudi dvignjen za centimeter in pa pol, mislim da, 15 ali pa 14 mm. In na ta način v bistvu malo spustiš kote rok, da v bistvu zmetenje misli, kot da je avto malo više, kot pa je dejansko. Ampak pri zelo znižanih avtih, kot je pač Lexus, to ponovadi ni dovolj. Ena stvar, ko me mogoče skrbi, je to, da je ta stabilizator dosti debelejši kot pa ta. In tu spodaj imamo samo bogi M8 vijak, ki je pa sicer na srečo obremenjen na dvojni strik. Gre tukaj skozi. In obremenitev na dvojni strik je bolj ali manj idealna, da dobiš maksimalno moč iz tvojega pritrdilnega materiala. In recimo, da ne bo vtrgalo dobenega tega vijaka, bom pa definitivno vzel kako rezervo sabo. Stabilizatorju je en kup različnih. V osnovi prepoznaš efektivnost stabilizatorja po nekaj različnih faktorjih. Prvi, najbolj očiten faktor je debelina stabilizatorja. Debelejši stabilizator je trši, moraš pa biti tukaj pazljiv tudi na to, da obstajajo votli in polni stabilizatorji. Polni bojo načeloma močnejši, trši, kot pa votli. Druga stvar je dolžina roga ali pa dolžina prijemališča, razdalja med montažno točko in pa prijemališčem drop linka. Daljša, ko bo ta razdalja, če je ta razdalja recimo do tu, je stabilizator občutno mehkejši, saj ta vzvod dosti lažje torzijsko zvija štango, kot pa ta vzvod, ki je bistveno krajši. In zato imajo dirkaški stabilizatorji pogosto več lukenj. Tista luknja, ki je najdlje od montažne točke, pomeni najmehkejšo nastavitev, ta luknja, ki pa je najbližje, pa najtršo nastavitev. Je v bistvu tu zadnja glavna geometrijska točka, je pa prijemališče stabilizatorja. Na modernih limuzinah skoraj vedno stabilizator prijema nekje na roke, recimo na Lexusu je to tukaj. In kot vidite, je ta točka relativno daleč od kolesa. Tudi spredaj na Lexusu stabilizator prijema tukaj na roko in tudi ta točka je relativno daleč. Stabilizator, ki bo prijemal čim bližje kolesu, bo imel večji efekt, torej bo trši. Temu razmerju se reče motion ratio in zato na 36-kah jaz preferiram uporabo montaže stabilizatorja tu zadaj. Tu lahko vidite vijak. Zato, ker na ta način lahko dosežem isto trdoto sprednjega stabilizatorja z tanjšim stabilizatorjem, kot bi sicer, in na ta način zgubljam težo. Medtem ko recimo tukaj na Lexusu, je pa že zdaj spredaj 30-ka, je to v bistvu drugi največji stabilizator, pa razmišljam o tem, da zmontiram 32-ko, ki je največji, ki se dobi za ta avto. Razlog, zakaj pa tega nisem naredil, je pa to, da ima Lexus že zdaj relativno malo oprijema spredaj, ker ko avto naložiš z 4 potniki tukaj in napolniš tank, ki je zadaj, bi mogel avto imeti dejansko več teže na zadnjih kolesih, kot na sprednjih. In nočem se spraviti v situacijo, da bi z polno naloženim drift taksijem zgubljal, sploh pa nekontrolirano zgubljal oprijem spredaj. In to je tudi razlog, zakaj za razliko od 36 v Lexusu vozim trše amortizerje zadaj in mehkejše spredaj. Trše amortizerji zadaj nekoliko pomagajo kontrolirati vso to težo, ki se prenaša med vožnjo, mehkejši spredaj pa so bolj compliant
in uspejo požirati vse luknje po cesti. 36 je pa čisto druga igra. 36 je pa dosti lahek avto, nekoliko več teže ima spredaj in v bistvu sprednji amortizer je dosti zaprt, dosti trd, da imam na volanu odličen odziv, se pa zanašam na gumo, ki ima relativno visoko bočnico in dovolj velike širino, da me drži na cesti in sprednjo vzmetenje dejansko dosti malo dela na 36, ki up-travela ima samo okoli 30-35 mm, medtem ko ima na Lexusu bolj 5 cm. Zadnji amortizeri na 36 so pa zelo mehki, zato da se kolo, ki je samo po sebi relativno težko v dimenzijah 265 in 285, lahko čim boljše prilagaja. Ta amortizer je pa tako mehek, da je na meji wheelhopa. Wheelhop je pa to in zgodi se takrat, ko je geometrija zadnjega vzmetenja preagresivna ali ko je amortizer preveč neefektiven. To je nekaj površinske teorije, kar se tiče stabilizatorjev in vzmetenja na avtih. Ta teorija velja tako za cestne avte kot dirkalnike, ki vozijo na čas, pa tudi drift avte. Je pa velika razlika med tem, kako so eni in drugi naštelani, oziroma kakšen je tune na teh avtih. Predvsem so pa tukaj razlike v vzmeteh, amortizerjih in stabilizatorjih, ki so na cestnih avtomobilih bistveno mehkejši kot pa na dirkalnih. To pa je predvsem zaradi udobja. Pa še en kratek update. Na CDC-ju sem zgubil kar nekaj časa, ko sem zlomil polosvino na Lexusu in problem teh polosvin je, da so moderni stil polosvine. To pomeni, da jo moraš potegniti iz diferencijala, v katerem jo drži ta varnostna skočka, in potegniti iz pesta, v katerem jo drži ta matica, ki hkrati drži skupaj ležaj. In problem tega je ta, da iz pesta gre brez problema polosvina, iz diferencijala jo moraš pa kar cukniti. In smo zgubili dosti časa, ker nismo ničesar mogli tu vmes dobiti, da bi pajsnili polosvino iz difa. To zgleda tako. In sem žrtvoval tukaj en nosilec za dvojne čeljusti na kompaktu, da lahko s tem orodjem pridemo zdaj zadaj. In na ta način lahko, ko daš to orodje tu zadaj, takoj rukneš polosvino ven. Tako, da je ona pripravljena na demontažo. Sploh pa, če je prišlo do poškodbe polosvine, pa raznese notranji homokinetični in moraš samo to notranjo šalico ven dobiti, ker ta štanga pade sama ven, ker homokinetičnega ni več noter. Ker to je eno novo orodje, ki ga moraš še malo skrajšati in bo od zdaj naprej vedno v Lexus Spares Packageu, da ne pride do podobnega problema in izgubljena časa na progi. Moram pokazati, kakva je razlika med homokinetičnim, ki ima prirobnico že na sebi, in pa med starim sistemom, kjer gre prirobnica v diferencijal, noter jo drži enak zatič, včasih se tudi zlomi, kot se je tale, in se pol na njo prišraufa polosvina, ki ima sicer tu vtrgano manšeto, ampak recimo to polosvino odstraniš v 2 minutah, pa daš novo not v 2 minutah, ker zunaj jo drži matica, noter pa samo 6 teh vijakov. In to je še en razlog, zakaj so stari avti boljši kot novi avti. In nekaj ur kasneje, ko sem delal en kup drugih stvari, so nosilci in puše na stabilizatorju. Polosvine so zunaj, zato ker mi je trenutno lažje menjavati druge polosvine, ko pa menjavati uničene manšete. Ko bo zmanjkalo delujočih polosvin, se bom pa enkrat spravil manšete delati. Auspuh je tudi na čiščenju, da so to svinjarije iz Logatca spucam dol, pa da tukaj, kjer so tipsi ribali po odbijaču, spoliram ali pa poščetkam dol to plastiko. To je zdaj čas in prostor, da zmontiram stabilizator, kjer mu je mesto. Še ena stvar, ko dostikrat ni tako jasna pri avtih, sploh pa predelavah, je to, da velike razlike so med predelavami, ki jih narediš kot eksperiment, kot poskus, kot je ta stabilizator, in pa predelavami, ki jih recimo jaz in pa drugi prodajamo za splošno publiko, za končnega uporabnika. Klasičen primer, tale nosilec je zašvasan toliko na notranji strani te cevi, da ko ga sključno zateguješ, tukaj počohaš stabilizator. Recimo, če bi bil to proizvod, ki bi ga hotel prodajati na šopu, je to na prototipu dobro vidna napaka in bi mogel za proizvodni komad pač nekako rešiti to,
da bi lahko tukaj stranka prišla gor s ključem ali pa z nastavkom. Z nastavkom gre brez težav, medtem ko ključ pa nekoliko počoha stabilizator. Ker ne nameravam tega stabilizatorja hitro menjavati, je tu enostavna rešitev tale, da ne začne vse rjaveti. Na ta način vam pa tudi pokažem male zmage in male poraze v delavnici, ker lahko je hejtati, lahko je govoriti o nekomu za njegovim hrbtom, medtem ko pač ne vidiš, da ta nekdo je dosti krat do 2-3 zjutraj v delavnici, da rešuje, pripravlja svoje avte, da so konkurenčni, zanesljivi. Bodi si zato, da odkrije novo naslednjo finto v setupu, da je avto konkurenčen, kljub temu, da če prebereš njegovo brošuro, recimo ne bi smel biti konkurenčen v trenutni konkurenci na tekmovanjih, ali pa, da so avti zanesljivi, kot je ta Lexus, ki je brez težav sposoben narediti več kot 500 krogov na dan. Tako jebe vse hejterje, več ljudi, ko spoznam, bolj je fin moj filter in bolj spoštujem tiste, ki se dejansko trudijo zato, da se imajo fajn na progi, da spoznava vse več ljudi avtošport, in to je v bistvu bolj manj to, kar moram povedati za danes. Jaz moram še popraviti to zavorno cevko, ki jo je nekaj ulovilo na New Limicu in je zdaj tu kinknjena. Zavore so ena najpomembnejših stvari na avtu, tako je to res pomembno, da rešim. Vsem, ki ste prišli tako daleč v ta kratek, bolj tehnični video, hvala vam za ogled. Če vam všeč, ga lajkajte, če še niste subskrbeni, dajte se, ker to je trenutno edina motivacija, ki jo imam, da delam te videe. Hvala vam, hvala vsem za pozitivne komentarje. Ura je že pozna, upam pa, da vi to gledate v bolj normalni uri, kot pa jaz šraufam, ker ta ura res ni normalna. Hvala vam, vidimo se.